Nekaj let nazaj, ko sem potrebovala fotografa, marsikdo mi je povedal, da tisti je najboljši. Ampak ni le zaradi kakovosti fotografij, ampak tudi zaradi odnosa. In kasneje tudi jaz sem to opazila. Ko sem jaz začela ukvarjati z videoposnetki, tudi mene on je podprl. Marsikdo iz mojih strank pozna. Če mene vprašajo, ali lahko naredimo kakšen pravi Hollywood, super videoposnetki, super filme, vedno priporočam njega. Danes moj gost je Blaž Lah, fotograf, videograf, športnik in izjemno dober človek. Zdaj malo se počutim kot na izpitu. Ta občutek kot za svojega profesorja nekaj narediš ali pri njemu kot svoje laboratorijsko delo. Upam, da ne boš preveč strog in da lahko kar pogovarjava o tem zdaj. Prvič, ko sva se dobila, si imel Instagram kot zdaj tudi fotograf. In sem takrat mislila, da to je neka napaka ali kaj, in si rekel, da to je kot potovanje in potuješ. Ali lahko mogoče malo več poveš o potovanjih, kje si bil, kaj tebi bilo všeč? V bistvu najprej, da razjasnim to besedo, torej fotograf je beseda sestavljena iz popotništva in fotografije. Ne? O mojih potovanjih, to je bilo pa že davnega leta 2002, se spomnim svojega prvega potovanja, ker potovanja tisto po Evropi pač niso bila za mene potovanja. Ne? Aha, to je kar blizu. Če greš v Avstrijo ali pa v Nemčijo ali pa na Češko ali pa tako zdaj gremo na Madžarsko. Je potovanje, ampak ni take vrste, kot je mene zanimalo. Nekaj drugačnega, to je nek novi svet, neka nova kultura takrat. Ne? In seveda na svoje prvo potovanje sem šel leta 2002, tako kot gre zdaj skoraj vsak, gre prvič kam na Tajsko. Ne? Ko greš na Tajsko, tako občutek, da kaj si delal tam na Tajskem? Ja, vsak prvo pomisli na tiste... Na izbiro, veliko izbiro vsega. Na veliko izbiro vsega. Sadje pravijo, da tam je veliko. Za vegani super. Veliko sadja, veliko sladkega. Banane so mi bile najbolj všeč, rečemo na Tajskem, pečene banane, to sem hodil vsako večer. No pa če zdaj začnem, rečemo, za svojo Tajsko in za to svojo prvo izkušnjo potovanja. No, letalo še vse ok, ko priješ na letališče, vse super. Ko priješ iz letališča ven, pa je že malo drugače, ker ta klima, ta vlaga, ta vročina, ne, že tisto je drugače takrat, kar nismo navajeni. Ne. Pa to je bilo še vse v redu, potem pa jaz v bistvu poiščem ta avtobus do tiste ulice, najbolj znana popotniška ulica v Bangkoku. V Bangkoku je Khao San Road, tam se zbirajo v bistvu vsi popotniki. In tudi jaz sem svoje prenočišče rezerviral na Khao San Roadu. In se z avtobusom zapeljem tja. In želel sem to povedati, ko sem stopil iz avtobusa, me je pa malo panika zagrabila, no? Ker sem šel prvič in sam. Tada sem naravo kako urco, približno sem se tam usedel v eni gostilni, naročil eno pivo in razmišljal, kaj je zdaj, ne? Sam v tem svetu. Ampak se hitro znajdeš in padeš pod vpliv države, tiste, kjer si. To je tak občutek dober, ker jaz sem potovala sama, imam to izkušnjo. Kje si bila pa ti? Po Evropi. Zame po Evropi. Ne, se cool, ja, Jaz sem bolj skromna. Jaz sem bolj zdaj po Evropi, veš, ko zaradi otrok ne grem za toliko časa, ne, nekam. Da, bi pa seveda šel, ja. Pa bom še šel. In to je res posebna izkušnja, če sam potuješ, ker lahko sam začutiš mesto, državo. Ja, so prednosti. Jaz sem probal potovati sam, 2, 3 ali skupina, ne. Sam načeloma ne bi več šel na tako potovanje. Veš kaj, nisem mogoče človek, da bi takoj z nekom spletel stik, pa takoj z njim začel pogovarjati, pa z njim deliti, ne, to potovanje. Tako da se mi zdi, da nekako najboljše mi je bilo, ko smo bili, ne vem, 3, ne. Pa tudi zaradi varnosti, mogoče ni fajn eden sam, veš. Se spomnim, da sem tudi tam nekje v Kambodži eno noč prespal sam na avtobusni postaji, ker veš z nahrbtnikom pod glavo in to. In malo nevarno je bilo takrat, mogoče še zdaj, no.
In se mi zdi, da je pa res, ne, da če potuješ sam, da verjetno najbolj začutiš deželo, ne, ker se pač družiš tam z popotniki drugimi, z domačini. Je pa res, da pa ne moreš tega svojega občutka deliti mogoče z nobenim, ne. Kot pa če nekdo gre s tabo ali pa če si z nekom, ne. To je mogoče so prednosti pa slabosti. Skupina večja pa mogoče spet ni najboljše, ker jih je pa preveč, ne, in se potem skupina znotraj skupine več začne grupirati v posamezne skupine in bolj tudi ni mogoče fajn, no. Kaj odpira pri tebi potovanja? Ker marsikdo svetuje, da lahko greste kamorkoli, pa boste kot si razširili svoj pogled na svet, mogoče boste dobili kak nove ideje ali kot brainstorming. Odpira, mislim, mene predvsem na potovanjih zanimali so ljudje, ne? Njihova kultura, življenje na ulicah, družiš se z ljudmi tam, kjer oni živijo. Nikoli me niso neke preveč znamenitosti zanimale. Ne? Se pravi, bolj ljudje pa njihov način življenja, pa ta preprostost njihova in predvsem to, no, kako oni živijo. No? To najbolj. Mogoče tukaj sva s teboj podobna, da jaz snemam ta backstage in grem med ljudi, da vprašam, kako se vam zdi, kaj je pomembno za vas. Pa to je najboljše, ja? To je najboljše, kaj oni čutijo. Ne? Tam, in skozi njih tudi drugače začutiš dogodek. Sigurno, ja. Čez druge oči, ne, vidiš in približaš ostalim. Ja. Tukaj sva obkrožena s knjigami. A ti mogoče kakšen bralec ali kaj narediš pri potovanjih? Ne, jaz sem zelo slab bralec. Kaj si bral mogoče kdaj? Zelo, zelo malo. Je pa res, da pa imam hčerko pa sina. In zdaj me je hčerka nekako prepričala in to, da sem začel brati Harry Potterja, ker ona je navdušena nad tem in že ima v bistvu vse dele, vseh 7, mislim, da je delo in tudi angleške verzije. No, zdaj sem začel brati, ker me je ona prepričala, da sem pa bil zelo, zelo slab bralec. Zelo slab. Kakšen je tvoj odnos, če to ni privatno vprašanje, do vzgoje otrok? Kaj je najbolj pomembno za to, da vzgojimo ta pravega človeka? Veš, to je tako težko vprašanje, ne? Kako vzgajati svoje otroke. Jaz še vedno mislim, da po občutku nekem svojem, po tej neki svoji notranjem navdihu. Je pa težko. Jaz načeloma v vzgoji nisem prebral nobene knjige. Ker pač nisem želel, da jaz vzgajam svoje otroke po nekih normah, po nekih zapisanih navodilih in to. Zdaj, če je to prav ali ne, bomo videli, ko bo to zraslo, ne. Ampak se mi zdi, da pa najbolj pomembno je to, da z njimi vzpostaviš nek ta odnos, da ste veliko skupaj, da se veliko ukvarjaš z njima, da jih poslušaš, da jih imaš rad, da jih objameš. Nas, na primer, ko smo bili mali, niso nikoli objemali, zdaj se vsak dan objamemo, si rečemo, da se imamo radi in to. In se mi zdi, da ta odnos nek pristen z otrokom, se mi zdi, da je najbolj pomemben, da bolj sta na neki pravi poti. Vsak človek v življenju je imel neke svoje težke situacije, težke stvari in vsak od nas ima svoj recept, kako to lahko preživljamo. Kako pa ti lahko, če to ni privatno vprašanje, kakšen je tvoj recept, kako lahko spet prideš k sebi, dobiš novo energijo? Bolj, ko si starejši, ne, vedno bolj rabiš, da se omakneš takrat, da imaš svoj mir, da se povežeš, ne vem, z naravo, da si veliko v gozdu, da se ukvarjaš s športom, da greš plavat, da greš na dolgi sprehod in tam zbistriš svojo glavo. Se mi zdi, da to najbolj pomaga, no? Dolgi sprehodi so tisti, ki ti glavo ščistijo takrat, ko ti je najtežje, no? Predvsem to, ja. Se mi zdi, da druženje z ljudmi zdaj v tej mojem času, v tej moji dobi mi nekaj ne pomagajo najbolj, ne? Da res pridem k sebi, pa to, ampak bolj narava, no? Bolj narava. Kaj je pomembnega za kreativnega človeka
vseeno, s čim se ukvarjamo, kaj je najbolj pomembno, da se ne izgubimo svoj entuziazem pa svojo kreativno energijo? Dobro vprašanje. Če bi še enkrat bil mlajši, ne, pa mogoče več ne bi, jaz sem študiral fotografijo na fakulteti, na VIST-u v Ljubljani, bil sem prva generacija. Šolanje sem tudi končal, vendar nisem diplomiral. Če bi še enkrat me vprašal, če bi šel v Sloveniji na faks, ne bi šel. Se mi zdi, da v Sloveniji ti faks da premalo, oziroma mogoče nimamo nekih dovolj dobrih strokovnjakov v tej smeri, no, ki jih ima na primer tujina, ne. Če bi se še enkrat odločil za neko izobraževanje, bi raje šel na neke master klase v tujino, ne vem. Veš, da greš v Ameriko malo, pa greš mogoče malo v Anglijo, pa greš v Indijo, ne, na master klas. Tja sem celo bil že v kontaktu za Indijo, da bi šel, ampak potem nismo nekako skupaj prišli s tistim gospodom tam, ki je bil. Kreativnost. Jaz mislim, da kreativu ti odpre svet, da moraš več potovati, moraš več se družiti z ljudmi po celem svetu. Mi smo pa sem tu v Sloveniji, pa se mi zdi, da v Sloveniji pa nismo tako kreativni ljudje, no? Oziroma bolj zaprti smo, ne? In je tega manj. Tako da definitivno iti ven med ljudi v svet in tam ustvarjati, no? Da s tem pridobivaš kreativo, se mi zdi. Mene osebno kritika je skoraj ubila mojo kreativo. Ko ljudje so, in posebno ljudi, ki se ne ukvarjajo ni s čemer, razen službe, redne službe, oni so začeli, mislim, par tak ljudi so pomembni zame kot sorodniki neki, ampak to so starejše generacije, pa moraš imeti to, pa zakaj pa to, pa pojdi normalno službo, pa in to potem kar izgubiš. Veš, kritika je ubila največ sanj, ne. Je kar težko, ja. Kaj se pa naučiš z leti, da sicer kritika te prizadene, ne, sam hitreje prideš ven iz tega, ne. Da te pa prizadene kritika, pa se veš, da te, ne, to je to vsakega, ne. Ampak po moje to se ne smeš ozirati na to, ampak pač delaš svoje tisto, v kar verjameš, in greš naprej. Glej, jaz mislim, da prej ali slej bo se našel nek krog ljudi, ki bodo pač razumeli tvoje delo, ki jim bo všeč, ki bojo, ki te bodo poklicali, ki bodo ustvarjali s teboj. Vsem pa itak nismo nikoli všeč, ne? Tako da. To pa ja. Ti si moški, mladi, privlačen, super moški. Če je lahko, mogoče vprašam, kaj moškim je všeč pri ženskih? Ker zelo pogrešam tiste take podcasti, kjer bi lahko vprašala moškega o tem, da nasplošno mi ženske kot neko, povej nam ta skrivnost, no povej. Veš kaj, na primer, mene najprej vidim pri ženski to preprostost. To mi je najpomembnejše. Veš, da je ženska preprosta, urejena, ja, ampak ne pa zdaj, da bi bila, veš, nakičena z vsemi enakimi namazana. Ta neka preprostost, no, to se mi zdi najpomembnejše, veš, ta naravnost, to mi je najbolj všeč. Če bomo malo se vrnili na delo in kakšne službene skrivnosti, občasno jaz imam take stranke ali intervju, ki naredim, da precej ženske pravijo, oj, pa nisem tu lepa, pa ne bi to objavljala, pa tak. Ali kaj tebi je pomagalo se ukvarjati s takimi vprašanji, ali mogoče nisi imel takih situacij? Večkrat katera reče, ja, se pa jaz pa nisem za fotografirati, pa nisem fotogenična, pa nisem lepa, pa nisem zdaj namazana, pa nisem to. Ampak ko vem, nekako mi je uspelo še nekako vsako ali vsakega nekako z nekim pogovorom ali pa več z nekim humornim vložkom ali pa z smehom ali pa ne vem, nekako bolj prepričal, da je zadeva kar stekla potem, ne kasneje, pa je bilo vse tisto pozabljeno, da nisem več lepa pa to. Ker jaz osebno mislim, da če govorimo, ne vem, o nekem portretu ženske, ki ga fotografiraš, ne,
vsaka ženska, vsak človek se na nek način da fotografirati, da je privlačen, ne? Da probaš uloviti tisto njegovo neko notranjo lepoto, se ni vse v tistem videzu. Tako da verjamem v to, da dejansko lahko vsakega fotografiraš na nek način, da je zadovoljen on potem tudi sam s sabo in za svojo fotografijo. No. Rada kolekcioniram stare fotografije, stare slike še od 19. stoletja, nekaj tam. Kaj pa delaš z njimi, kaj skeniraš? Ne, samo zbiram. Zbiraš, Občasno to pa gledam. arhiviraš še pol? Ne še, mogoče bom. In se mi zdi, da smo nekaj izgubili s hitro fotografijo, ker prej je bilo tako, da ljudje pridejo, da se pripravijo, da to neka... Obred je bil to prej, ne? Ja. Obred, veš, so rekli vedno doma, danes pa pride gospod fotograf, ne? Se pravi, se je doma vse pospravilo, pripravilo, vse, ne? In potem je prišel gospod fotograf, seveda, in so to vse, to je bil cel dan, ne? Zato, da so vse tam pripravili, da so se fotografirali. Ja, seveda, tega čara zdaj več ni, ne? Ker je vse na hitro, ker je vse hitro, ampak gled, se veš, digitalizacija gre naprej in svet z njo in vse hitro, ja, vse hitro, prehitro. Zdaj pa marsikdo se boji umetne inteligence, kam gremo. A lahko tvoje mnenje glede tega? Pa se, načeloma je ne bojim. Veš, kak jaz gledam v tem, torej ja, da se že fotografija narediti, video se da sproducirati, zvok se da, glasba se da narediti, vse že v bistvu lahko narediš. Ampak jaz še pa vedno mislim, da pa, če govorimo, ne vem, o nekem podjetju, ki se odloči za nek promocijski video, ne, da bo imel svoj. Jaz še vedno mislim, da tisti ljudje, ki bodo cenili sebe, svoje podjetje, svoj izdelek, bodo še vedno poklicali nas ljudi, ne, nas fotografe, videografe, ki bomo naredili ta izdelek, kak bi rekel, nekako za svojim znanjem, za svojo dušo, da bomo mi to prisotni pri samem procesu in to, veš, to inteligenca teh odnosov ne more narediti umetno. Ne. Jaz mislim, da kar se tega tiče, ni skrbi. Je pa po drugi strani fajn, ne. Veš, tudi jaz sam si veliko pomagam s tem. Ne. Kaj pa uporabiš, če smem vprašati? Pa ChatGPT pa to predvsem. Jaz, kar se tiče nekih tekstov, besedil, pa to drugače pa, kar se pa videa tiče, pa fotografije, pa ne uporabljam tega. Jaz fotkam sam razno. A zdaj se da tudi slikati s umetno inteligenco ali kako? Mislim, da se kreirati fotografijo, ne? Na kak način? Naložiš nekaj? Programi so razni ti Midjourney, pa ne vem, kaj še vse, ampak to bolj mogoče mlajša generacija, bolj to obvlada. Jaz niti se nisem toliko v to spuščal, pa niti se ne bom. Tisti neki mali pomočniki, ki ti nekako v bistvu pomagajo, usmerjajo zdaj pri sami obdelavi, naprimer fotografije, pa to tega pa ja, ne. Veš, ne vem, Photoshop ima neke funkcije, veš, ki ti označi zadevo in potem jo nadomestiš z nekim drugim lahko, ne, ali pa odstraniš. Ampak to so take manjši posegi, ne, v fotografijo z pomočjo umetne inteligence, da bi pa jaz kreiral sam fotografije, pa videe, pa to pa ne, pa niti ne bom. Bom sam rajši posnel, pa pofotkal tisto, kar znam, pa kar mislim, da znam, no. Znaš. Če se trudim, ne, delamo, se veš. Delo je tisto, ki ti da. Meni so vedno bili všeč slike, ki si zame naredili z menoj, ker so imeli dušo. Ponavadi od začetka to vprašam. Kako si se odločil za svoj poklic? To si sanjal od otroštva ali nekako je prišlo do tega? Ne, jaz sem bil v osnovi gostinec. Živel sem v Rogaški, še zdaj živim v Rogaški. Takrat, v tistem času, ko sem jaz hodil v šolo, je v bistvu v Rogaški cvetel turizem. In takrat seveda vsi mi, ki smo bili mlajši, smo šli v turizem, ne, ker smo iz Rogaške. Jaz sem pol končal gostinsko srednjo šolo, potem sem kar nekaj let delal v gostinstvu, potem sem končal višjo gostinsko šolo za turizem v Mariboru. Pol pa moje prvo potovanje v bistvu me navdušilo za fotografijo. V bistvu svoj prvi fotoaparat sem si sposodil pri lokalnem, najbolj znanem, zdaj ste že pokojnem fotografu, gospodu Zorinu.
On je posodil celo svoj aparat za to, ko sem šel prvič na potovanje, da sem naredil svoje prve fotografije. In v bistvu potovanja so tiste, ki so me navdušila, no, nad fotografijo. Od takrat naprej pa bolj se veš, sem se bolj na faks pisal, pa eno z drugim. Ja. Ko si rekel o tistem fotoaparatu, ki je tebi dal ta gospod, tako sem imela občutek, res je tako dobro, če nas nekdo podpira od starejših ljudi, od bolj strokovnjakov, to je kot dodatni navdih. Ja, takrat ni bilo te možnosti, da bi si jaz to kupil, ne, veš, takrat so bile to drage zadeve, ne. Zdaj je to dostopno, se veš vse, ne. Takrat pa je bil on, in to sem zelo cenil in spoštoval, da sem to takrat v bistvu dobil, ne, zastonj. Mi ga je posodil in potem še na film, seveda. Ja, in to je bil, v bistvu, to so bili moji začetki, no. Ja. Si veliko rekel ob Aziji. Zakaj pa Azija? Zakaj te tako privlači? Azija zato, ker je bila drugačna, ne, ker mene vedno zanimalo neka drugačnost na potovanju. Še danes, ne. Še danes veliko razmišljam, kam bi šel, ampak ker imam otroka stara 10 pa 11 let, pa potovanja vemo, da trajajo najmanj en mesec, ko sem šel, ne, pa nekako jih ne bi zdaj rad glih še pustil sam. Ko bo ta malo starejša, ne, pa mogoče še zdaj v bistvu me zanimajo oziroma mikajo taka potovanja, ki niso toliko turistična, vsakdanja in to, ampak zato je treba nekaj priprav in časa. Azija pa takrat zato, ker je bila pač drugačna, ne. Saj tudi bil sem Azija, Indija, Afrika, tudi Indija. Mislim, Indija me je mogoče najbolj prevzela, no. Kaj ti je bilo všeč pri Indiji, kaj si opazil? Indija je mene spremenila. Ne. Jaz sem že pred Indijo, to je že bilo, katerega leta je bila Indija? 2009 mogoče, 2008, tu nekje. Pred Indijo sem bil dosti, že takrat sem treniral borilne veščine, ampak takrat sem jih očitno treniral z narobe razumljenim, nisem razumel borilne veščine, zakaj borilne veščine, kaj sploh je, in sem bil zelo negativen včasih, ne. Ja. Ne morem se verjeti. Ja, ful. Veliko smo se pretepali, delali sranje. In no, ta Indija me je pa ful spremenila in ne vem zakaj. Veš, ko sem prišel iz Indije, sem imel spet fotografsko razstavo, celo v Indiji sem ful nabavil stvari, veš, nekaj in sem kuhal. Imel sem na potopisnem predavanju v kulturnem centru v Rogaški 250 ljudi. Ja, ful veliko folka sem imel, ful je bilo fajn. Glede kulinaričnih nekih stvari ali kaj? Ja, prvo sem imel predavanje v dvorani, ne, potopisno, ne, potem sem pa zunaj kuhal njihove te neke kofte, potem sem pekel njihov kruh čapati, potem sem čaj kuhal, sem nabavil, veš, njihov in to. In imel sem fotografsko razstavo tudi takrat. In Indija me je spremenila 100 in sem bil takrat res se spremenil, postal sem veliko bolj pozitiven. Sploh me ni več zanimalo tisto, kar me je prej, veš, prej sem prišel v nek prostor, sem kar bil negativen, sem kar privlačil neke negativne ljudi, pol se je to vse obrnilo na glavo in prav fajn sem se počutil. No, in ja, Indija je ful spiritualna dežela, res drugačna, kaos, neurejenost, vse smrdi, vse je drugače, ampak ljudje imajo več pa nek ta spirit v sebi, to energijo neko posebno, ki jo začutiš in ti je enostavno fajn tam. Ja. Mi je bilo vrhunsko. Mogoče to je kot neka taka energetska dežela, ki tvojo notranjost pomaga malo zrihtati pa te stabilizira, Tako, pa verjetno, da ja. prideš k sebi. Ja, verjetno. Mogoče si prišel samo k Ampak sebi. kar si tam, nič ne rabiš za to početi. Kako bi ti rekel, veš, da bi zdaj tam nekaj hodil na neke jogi, tretmane, pa ne vem kaj. Ne, enostavno Samo si tam. si tam in Energija, ne. Ne bom pozabil nikoli, ker sem se z enim človekom, enim domačinom, sem ga poslušal več kot 1 uro. Gospod je sedel na ulici na tem pragu in meni je bil pa zanimiv, sem se vsel zraven njega, ne. In
Ja, tukaj v Sloveniji se ne predstavljam, da kaj sedi neki gospod. In on mi je začel nekaj razlagati. Aha, In jaz ga poslušam 1 uro pa pol, ne? Pa sploh ga nisem razumel. a res? Ampak enostavno mi je bilo fajn. Mhm. A me razumeš, ne? Ja, Veš, on pa v svojem jeziku To je govori. v svojem jeziku, v Hindi. hindujščini, ne? Aha. Ne? Veš, in to je ta energija, ne? Ki ti dejansko me je tam posedla in sem tam sedel in ga poslušal in mi je bilo fajn, pa sploh nisem vedel, kaj se pogovarja. Ja, močen občutek nek tak. To je Kot Indija. mama zemlja te končno objame. Točno. Če smem vprašati, kakšen hobi imaš? Hobi, hobi, prvo fotografija, ne? Da. Torej, to je še zmeraj, ni To je moj samo hobi. delo, ampak tvoj hobi. To je moj hobi, ja. Fotografija, videografija zdaj zadnje čase. Drugače pa zdaj, ko veš, ko si malo starejši, že pa to, glede na to, da včasih tudi delaš cele dneve, pa to nekje moraš nabirati energijo, ne. Da se treba malo s športom tudi ukvarjati. Veliko kolesarim, sem si kupil gorsko kolo, zdaj je tako električno sicer. Drugače hodim fitness, tako dvakrat, trikrat na teden, pa ukvarjam se že dalj časa z borilnimi veščinami tudi. Pa tekam tudi, pa vse karkoli, veliko hodim v naravi, kako se da po gozdu predvsem. Sem tudi opazila, takrat, ko sva se snemala, nisem sodelovala preko snemanja, da ti zelo hitro najdeš kontakt z ljudmi. Kaj ti pomaga narediti neki kontakt s človekom, s različnimi ljudmi? Mogoče imaš kakšne poklicne skrivnosti, ki lahko tudi drugim ljudem pomagajo. Se ti zdi, da mi uspe najti? Viš, jaz pa ravno mislim v tem, da tu pa nisem dober. Ne? Vidiš, občasno je treba pogovarjati z nekom, kdo ti lahko pove povratno informacijo, svoj občutek. Je pa to kar umetnost oziroma izziv, ja, da pristopiš do človeka, da ga znaš navdušiti, da si komunikativna, ampak še vedno bi lahko bil bolj, no? Še vedno včasih vidim sam sebe, da bi pa mogoče komu lahko pristopil, pa ne pristopim, ampak moram še delati na tem, no, da bi bil še bolj. Ja. Ampak verjetno je pa to tvoja energija, veš, pa od tistega, ki pač se privlačita ali se pa ne. Tako da, se veš, tudi za vsako stranko nisi dober, ker pač ni energije. Ja, ampak to mogoče preko telefonskega pogovora ali pri prvem srečanju že lahko vidimo, ali se ujamemo ali ne. Tako je. In ker sva še na tak spiritualnem nivoju, ali lahko te vprašam za zaključek najinega intervjuja, v čem pa je smisel življenja? Smisel življenja je ležati na travi iz onega komada. Pa ne verjamem. Smisel življenja. To, ko prideš malo v leta, se mogoče celo večkrat vprašaš, kaj je smisel življenja. Včasih ima smisel, bolj, včasih manj, včasih malo manj. Kaj je smisel življenja? Sigurno, da ga preživiš, ne? Ampak da pač tisto, koliko časa pač živiš na tem svetu, da pač probaš uživati v tem, kar imaš, kar delaš, da si vesel, nasmejan, srečen, da ti je lepo. To je smisel. Veš, da ljubiš, da živiš. Jaz nimam otrok, ampak imam kužka. On mi je kot otrok tak mali. Tudi imam 3 mačke zraven, ampak kužek to je tako kot otrok. In jaz njemu pravim, da njegova obveznost pri življenju je, da on je srečen, da on je zadovoljen, da se veseli, nobenih drugih obveznosti on nima. In on mora si zapomniti, da on mora biti srečen. Seveda to ni primerjave z otroci, ampak kako bi ti svojim otrokom povedal, kakšna je njihova naloga v življenju? Sem tako metaforo dala svojim otročkom. Njihova naloga v življenju? Ja, večkrat me zdaj tudi zdaj že študirata o tem, kaj bo ta počela, ko bo ta velika. Ne? In ali bi jaz bila lahko, ne vem, veterinarka, jaz bi pa bil pilot, jaz bi bil pa ono. In vedno je moj odgovor njima, glej, da pa še to, ja, pa koliko zaslužijo piloti, pa koliko zasluži veterinar, pa kaj ti veliko zaslužiš, pa malo.
Torej, Ampak jaz- vprašanje glede zaslužka. Ampak jaz njima vedno rečem, da zaslužek v bistvu sploh ni pomemben. Je tam nekje v ozadju, ne? Ampak da vidva se odločita za tisto, kar vam bo najbolj všeč, kar bo ta delala z veseljem, kar bo ta komaj čakala, da bo ta počela. Ne? To denar je pol, sam pride. Ne? To predvsem jaz upam, da jih bom lahko spravil v to, da bo ta delala. Pa ni važno, kaj bo ta, če bo ta cvetličarja, bo ta cvetličarja, ali pa če bo ta, ne vem, Glavno, da mehanika. sta srečna. Res je, da bo ta počela tisto, da bo ta srečna. To je najbolj Kar važno. njiju veseli. Kar njiju veseli. Ko ima srček za igrati, tisto mora delati. Je bilo res, mi je veselje, da sva pogovarjala in hvala tako tebi. prijetno in z dušo. Hvala ti še enkrat iz Hvala. srca.